Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili spet o meni. Danes me je poklicala ena gospa in je rekla: "Joj, vidim, da z vitamini se je izboljšal stanje moje nožnice, zdaj sem pa spet nazaj." In sem jo vprašala, kdaj je ona pač vzela nekaj vitaminov. Se veste, ne, za suho nožnico je pomanjkanje A vitamina, se pravi karotenoid kompleks, pomanjkanje D vitamina, se pravi v maščobi toplih vitaminov manjka, D pa A vitamin, se pravi najbolj pomaga karotenoid kompleks oziroma Pro-Vitality Plus, pa če zraven še cink vzamete, da se veže vse skupaj, pa vegan D, je to. No, v glavnem. In je rekla: "Videla sem, da je bilo boljš, ampak zdaj po 3 mesecih je spet slabo." In sem rekla: "Glejte, vaš telo je podhranjen, pač vaše telo očitno res rabi majčkeno podpore in samo ena škatlica na vsake toliko časa pač ne bo pomagala." In seveda je zdaj njeno vprašanje je bil: "A pa to pomeni, da bom morala ves čas jesti vitamine?" In sem ji odgovorila, in mogoče tudi zaradi tega razlagam tudi vam, ja, od oktobra pa do aprila, ko ne dobimo zadostne količine D vitamina, je dejansko pametno, da dodajamo D vitamin. In sploh čez poletje, recimo, imamo dovolj paradižnika, paprika, rdečih barvil, jagodičev, ja, ne, kjer dobimo A vitamin. Ampak čez zimske mesece pač tega ne dobimo in zaradi tega bi bilo dejansko pametno, da dodajamo čez zimo od cinka, ki je tako ali tako za imunski sistem, D vitamin, ki ga tako ali tako naša koža ne more pridelati, ker je premajhna količina ultravijolične svetlobe, in A vitamina, ne, ker pa kakorkoli gledamo, zelenjava, ki jo uživamo, enostavno nima toliko v sebi teh rdečih barvil, kakor jih mi čez zimo potrebujemo. Poleg tega, točno ta kombinacija dviga imunski sistem, obnavlja sluznice po celem telesu, se pravi tudi dihalne sluznice, oči, če imate suhe, če imate na splošno težave, kakršnakoli vnetja v telesu, predvsem pa dame za suho nožnico. Suha nožnica ne nastane zaradi tega, ker pridete v meno, ampak dejansko nastane zaradi tega, ker v meni potrebujete večjo količino vitaminov in ker ste bile že leta in leta podhranjene, enostavno v meni pač poči najšibkejši člen. In zaradi tega pač, če ne prej, ko pridete v meno, začnite krepiti svoje zdravje, dodajati v maščobi topne antioksidante, vitamine, zaradi tega, da vaše telo začne graditi vaše telo. No, poleg tega pa menopavzni obroči. A veste, šlaufi. Rečejo: "Ja, pa se redim, pridem v meno, zdaj se pa sam redim." Ravno tako tvoje telo je tako močno podhranjeno, da enostavno ne more drugega narediti, kot da se sproži samo nihanje sladkorja in lahko shranjuje, ne more pa proizvajati več energije. Zdaj pa zakaj? Ker manjka B vitamina, ker B vitamin, recimo, če vam manjka samo B6 vitamin, ste kronično utrujeni, brez energije, slabo se počutite. Recimo, če pogledam, pa vem, da sem o tem že snemala video, recimo, imate razpokane očesne in ustne kotičke, se počutite utrujene, ste slabokrvni, imate nerazložljivo potrtost, napetost in razdražljivost. Občutek tako, kot bi neka koprena žalosti te zagrnila in enostavno ne veš, kaj je narobe, ampak veš, da nekaj je narobe. Oslabelost mišic, izpadanje las, artritis, imunska oslabelost in predvsem vitamin B6, če ga imamo pomanjkanje, se ne zmore tvoriti rastni hormon nas pomlajuje, hkrati deluje na splošno na vse hormonske centre in recimo, če imate pomanjkanje vitamina B6, vam zastaja voda v telesu. In zdaj bi seveda človek rekel, kaj moram jesti? Jajca, rumenjak. Ampak, če imate pomanjkanje želodčne kisline, se lahko zgodi, da enostavno se ne pretvori, se ne razgradi na manjše delce in enostavno ostajate celično lačni. In zaradi tega je pametno, vzemite Pro-Vitality Plus in boste videli, kako dobro se boste počutili, kako se bo vaša energija enostavno povrnila, kako boste imeli več energije,
ker enostavno boste imeli zadostno količino od B vitaminov do A vitamina, do cinka, do D vitamina in poleg tega dobite v Provitality Plus tudi prebavne encime, ki delujejo na to, da se hrana razgradi na manjše delce. Tako da, ja, veste, jaz sem razmišljala, kako danes obogatiti vaše življenje. In zanimivo, odprla se mi je knjiga, ko ima življenje žur na strani 313, nekaj preprostih tehnik za premagovanje strahu. Vse negativne besede, ki izražajo strah, kot je grozno, katastrofa, joj, kaj pa če, bojim se, zamenjajte s pozitivnimi besedami. Zaupam, verjamem. Prejšnji dan je bil tukaj pri meni oče na obisku in računajte, da je star 84 let, v 85. letu in še vedno vozi po avtocesti. In ko je prišel nazaj v Škofjo Loko, me on pokliče, je rekel, varno sem prišel. In mu rečem, veš, me ne skrbi. Jaz sem se že zdavnaj naučila, da skrbi zaupam angelom. In veste, so stvari, na katere ne moremo vplivati. Ne moremo vplivati, da bo moj oče prišel varno po cesti iz Sežane do Škofje Loke. Ne moremo vplivati na to, da moji otroci bojo varni. Ne moremo vplivati na to, da moji otroci ne bojo padali v slabo družbo. Ne moremo vplivati na določene stvari, na svetovni mir. Pač ne moremo vplivati na 3. svetovno vojno. Ne moremo vplivati na kup stvari. In sem se naučila, da vse tisto, na kar ne morem vplivati, pač predam nebesom. Enostavno zaupam, da da je tukaj Božja roka, ki varuje, ki skrbi, da je vse v redu, da so moji ljubljeni v popolni zaščiti, da bo točno tako, kot mora biti, in če se karkoli slabega zgodi, je pač nek večji namen, se pač mogel zgoditi, kakorkoli pač zaupam. No in prav zaupam tudi v ta višje vodstvo. Mene vodi Bog. Bog pozna vse odgovore, vem, da je zame vedno poskrbljeno. Potem naslednja zadeva. Ne sodelujem v pogovorih, ki so polni strahu. Enostavno nočem sodelovati v tem. In kakorkoli, govori se marsikaj, in če želiš se okužiti strahom, pač prižgi televizijo, poglej poročila, po možnosti tista v 10:30, 100% se okužiš s strahom. A ne? Ker danes, lejte, kaj pa še pozitivnega? Pač, ja, ogromno je pozitivnega, zunaj je pomlad, rože cvetijo, regrat lahko nabiramo. Jaz se bom naučila špargle nabirati, pač to je nekaj neverjetnega. Zdaj sem že pogruntala, kje rastejo, ampak še očitno ne rastejo, ne vem. Potem naslednja zadeva. Poiščite in obdajte se z ljudmi, ki so polni upanja, ki dodajajo upanje v vaše življenje, ki trosijo pozitivno energijo. In jaz verjamem v to, da je boljše imeti manj prijateljev, pa tiste pozitivne, kot pa ogromno količino nekih ljudi, ki upravljajo, ki so zahrbtni, ki dvigujejo prah, pač take jaz ne rabim v svojem življenju. Sploh pa ne tiste, ki jih vodi njihov ego, ki je tako v trenutku vzrojijo in tako naprej. Pač tega jaz ne potrebujem. Zdaj takrat, če vas že zagrabi panika in strah, pomaga dihanje. Dihanje vas poveže z vašo bitjo. Ampak verjamem pa, če ste okuženi s strahom, in jaz vidim pri strankah, ki se odločijo za pozitivno svetovanje, za osebno svetovanje, no naj vam povem, da delam preko Zooma in je odlično na ta način, strahu je toliko, ampak strah je tako močno zakorenjen prav tako v pljuča, na sedež duše. Mnoge dame imajo strah naložen tako gor na ramena, in to je strah po družinskem deblu, ki se prenaša. V glavnem, potem, če vidite, da ne morete drugače, začnite iz knjig, ni važno, Moč pozitivnega mišljenja, Življenje je tvoje, iz mojih knjig, ni važno, iz katere knjige, izpisevati
pozitivne trditve. Ker če ven začnete izpisovati pozitivne trditve, to vam bo spremenil vaš odnos do sveta. Ker, glejte, 21 dni kokoška potrebuje, da sedi na jajcih, čeprav še ne vidi tega piščančka, da se izvali pač piščanec. In zdaj, če gledate, da vi samo 21 dni vztrajate v pozitivnem mišljenju in da 21 dni se odločite, nobene televizije, nobenih srhljivih zadev, nobenih negativnih novic, boste videli, kako se bo vaša zavest prepojila s pozitivno energijo. Poskusite in boste videli. No, dajmo pogledati, če nekaj pozitivnih sporočil s kart prehodu na novo dobo, ker jaz sem prepričana, da tudi recimo težave v menopavzi so povezane s podzavestjo, povezane so s tem, da je toliko se nabral nekih težav, da telo enostavno ne zmore več. In da je odzadaj podzavestni tihi stres, ki ti povzroča, kot bi pojedla potres, in ko začneš čistiti podzavestne vzorce, se enostavno začne spreminjati tudi tvoj odziv na svet. No in zdaj, če pogledamo pozitivna sporočila. Čas je za molitev in meditacijo. Dovoli, da se tvoj duh umiri. Poveži se z izvorom. To je karta 24. Zdaj, če gledamo po numerologiji, 24 je karta 6. 6 je zaupanje, da se vse dogaja v najvišje dobro vseh. Ti, ki tole poslušaš, si ženska in zavedaj se, ti si ženska, ki si blagoslovljena. In blagoslovljeni so vsi, s katerimi prihajaš v stik. Blagoslavljaj vse, kar si želiš, da se izboljša. Napolnjujete božanska svetloba, ki se preko tebe steka na zemljo. Naslednja resnica. Ti, ki tole poslušaš, si popolna. Dovoljuj si, da vidiš jasno in da vidiš resnico. Karta 9, lejte tale kreacija, je vam prišla, dve karti sta dol padle, 9, vibracija Boga. Boginja v tebi pozna vse odgovore. Dobivaš popoln odgovor. Modrost je v tebi. Vse tvoje odločitve in vsa tvoja dejanja so pravilna. Tvoj duh naj bo miren. Hodi v svetlobi vere in samozavesti. Zaupaj procesu življenja. In ti, ki tole poslušaš, si blagoslovljena. Blagoslovljena si med vsemi ženskami in blagoslavljaj vse, ki pridejo v stik s teboj. In pol od spodaj živen gleda karta slovo. Kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje? No, pa vam preberem še te dve sporočili, karta 31. Lejte, karte prehodu na novo dobo, jaz jih zjutraj, ko vstanem, prižgem svečko, se zahvalim za nov dan, potegnem nekaj sporočil in nekaj pozitivnih afirmacij ponovim. In potem naredim vrelec mladosti. In to je moj jutranji ritual. In ta moj jutranji ritual je povezan z ljubeznijo do sebe, ker jaz zjutraj sebe postavim na prvo mesto in se mi avtomatično dvigne ta občutek zadovoljstva, zato ker jaz sem vredna svojega časa, ne? Ker ni tisto, nimam časa, vedno sem na zadnjem mestu, ampak jaz sem na prvem mestu. Delam prostor novemu. Čakajo me ljubezen, izobilje in radost. Noben razhod ni enostaven. Vsakič, ko se reže popkovina, je bolečina prisotna na obeh straneh. Ko je čas za razhod, naj se zgodi, ker sem popolnoma varna tukaj in zdaj. In karta blagoslov. Vse, česar se lotiš, se spreminja v čisto zlato. Vsi, s katerimi prihajaš v stik, so deležni blagoslova. Ti si boginja, ki nosi v sebi materinsko srce, polno svetlobe, sočutja, miline in topline. Dovoljuj, da se ta energija zliva na svet okoli tebe. Tvoja energija je nalezljiva. Ti seješ blagoslov. In če ne moreš svoje misli umiriti, začni moliti. Pač začni moliti. Ni važno, katero molitev, ampak začni moliti. Ker če moliš, nadzoruješ svojo misel. Ker misel, ki uide iznad kontrole, ki podivja,
je tako, te vodi iz ene misli na drugo, na tretjo, negativni spomin sledi enemu, drugemu, tretjemu. In začneš se kotaliti v nekih negativnih mislih. In če ne hočeš iz tega ven, je pomembno, da začneš moliti. In zato začni podzavestno moliti. Oče naš, začneš moliti Zdravo Marijo, pač ni pomembno, angel varuh, ni pomembno, katero molitev. In dejstvo je, da dokazano je, da molitev spreminja frekvenco v možganih, v telesu in celicah. A gremo še malo na prerokovanje? No, da vidimo, kaj tebi sporoča stvarstvo. Se pravi, to, kar je zdaj prišlo iz teh kart, prehod v novo dobo, ja, zdaj pa gremo še na tele Ošitove karte in potem bom šla še na zlati tarot, da vidimo, kaj je za tole dušico, ki še vedno posluša tale video, res pomembno. Kaj je prav, da v zavesti, da sliši, da ve, kaj je tisto, kar ji sporočaš. Obilje. Obilje prihaja v tvoje življenje, ampak prej boš morala nekaj spustiti. Čas je, da začneš poslušati modrost svoje duše, da postaneš bolj prisotna v sedanjem trenutku, ampak zadržujete nekaj, kar je povezano s cerkvijo in povezano z neko moralnostjo, ki ti jo je vcepila mama. Kako bi mogli biti, kako ne bi mogli biti, kaj bojo pa ljudje rekli. In začni vnašati v svoje življenje igrivost. Ker ta igrivost te bo povezala z virom, svetlobo, svojo sončno energijo, da bo začela svetiti, da boš spet tista ti igriva z energijo. In potem se boš itak povezala s pravimi ljudmi, te pravi ljudje, to je tista sinergija, ne? Vsak doda svoj košček in se zavrti. Ker dobro vemo, da tam, kjer sodeluje z ljudmi, ki so preračunljivi, škodoželjni, ne more steči energija, zaradi tega, ker ni čiste energije. Ampak zaupaj, ta energija že prihaja v tvoje življenje in upočasnitev tvoje misli je potrebno. Pejdi iz teh hiperobratov tvoje misli na bolj mirno vibracijo, ker s to mirno vibracijo boš prinesla v tvoje življenje vse. Ker oklepaš se pa nečesa. Kaj? Programov družine, varnosti, nekaj, kar te zida stran, kar ti obzidje tebi to dela. Nečesa se oklepaš. Mogoče svojega strahu, ker smo danes govorili o strahu. Mogoče se oklepaš nečesa, strah gre skozi mene, strah ti dela obzidje, strah ti ne dovolj, da bi bila to, kar ti si. Zato, ker tisto, kar te pa čaka, je pa silovit, ampak silovit preboj naprej. Ti kot duša želiš iti naprej, ampak očitno ti kot ego se zadržuješ. Čas je dozorel v tvojem življenju. Enostavno je čas, da tudi če nočeš, bo šla naprej in prišlo je zaključevanje tvoje karme. Tukaj si. Zaključevanje tvoje karme. Zdaj lahko pokažem vse te karte, ampak dobesedno to, kar sem govorila, je povezano s tem, kar je prav, da veš. No, zdaj bomo pa pogledali še majčkeno v prihodnost. Stvarnik. Za tole dušico, ki tole posluša, za 3 mesece, za naprej, kaj je tisto, kar je pomembno, da v zavesti, da ve, da se zgodi, da bo nekako bolj mirna na tem potovanju. 6 kart pravi. Dobivam 6 kart. No, da vidimo. Noro, pač. Leto. Tvoja duša je povezana s tem, da hoče naprej in te pelje naprej, napredek v svet. Pač, to je tisto tvoje osnovna zadeva. Tvoja duša želi iti naprej. In to, kar te čaka, je skrinja zakladov. Same dobre zadeve. To, kar te čaka, je čisto družinska harmonija. To, kar te čaka, je povezano z radostjo,
Vse čaše so polne, vsega je v izobilju. Zdaj imamo pa dve stvari, ampak. Neko sanjarjenje o nečem. Tako, imaš vse, kar potrebuješ, nekaj te zadržuje, ali mogoče je spet strah. In pejdi v svoj mir, in tukaj je karta poščavnika, ki je povezana s tem, da prečistiš svoj strah. Zdaj bomo pa šli čez tole, ta zadrževanje, kaj je tisto stvarnik, kaj tale dušica potrebuje, da sliši. Zaključuje se eno težko obdobje. Verjamem, da si mogoče dotrajana, imaš občutek, da ne zmoreš več, da ne boš mogla. Ampak to je samo zaključen cikel nekega obdobja. Konec je tega težkega obdobja, prav konec je tega obdobja. Le prišle sta devetica pa desetiča mečev. Se pravi, če imaš ta občutek, ta trenutek občutek, da ne zmoreš več, da si dotrajana, da to je samo konec nekega zelo težkega obdobja. V 3 mesecih se bo vse obrnilo okrog, povezan je s tvojo podzavestjo, še bolj s potovanjem duše, kot s tvojo podzavestjo, se itak vemo, da so to nezavedni vzorci, ki jih prenašamo iz življenja v življenje. In čakate čisto obilje, prav ta zemeljsko obilje, ker je prišla karta cesarja. Cesar je povezan z materialnim obiljem, s tem, da se ti zgodi nekaj zelo, zelo dobrega v tvojem življenju. Neko novo idejo boš dobila, nove stvari prihajajo v tvoje življenje, kar pogumno naprej. Tako da, če imaš ta trenutek občutek, da si na tleh, je samo zaključek nekega težkega obdobja, ki je bilo potrebno za tvojo rast. Zdaj greš v nov cikel in ta nov cikel je tako lep in v 3 mesecih boš že videla rezultate, tako da samo spočij se. In smo spet pri teh prvih kartah, prehod v novo dobro, prehod v novo dobro. Čas je za blagoslov v tvojem življenju. Spočij se, pusti stvari za seboj in dovolj, da slovo je tukaj še vedno, naj odide nekaj, ker pred tabo je tako lepo obdobje, tako veličasto obdobje, res vse dobro te čaka. A pogledamo še pogovori z angeli, da vidimo, kaj ti angeli sporočajo, stvarnik, tale dušica, ki tole še vedno gleda. Kaj je za njo ta trenutek pomembno, da v zavesti sedaj za ta trenutek potrebuje pomoč, ker je za njo tako težko obdobje, kaj rabi vedeti. Izaija si dobila. Pravi čas je, da se v tvojem življenju porodijo nove ideje in dogodki. Pazim na vas. Vas vodim in vas ščitim med temi spremembami. Se pravi, tukaj na sliki je noseča ženska, za njo je angel, ki jo ščiti. Se pravi, za tabo je eno tako težko obdobje, ampak je tako, kot da rojevaš nekaj novega. Poglej to. Pač prav nosečnost je prišla. Zanimivo. Neka nova zadeva prihaja v tvoje življenje. Pogumno naprej in je sprejmite ne kot možnost. Pričakuj čudežne rešitve. Dobila si tole karto. Pogumno naprej. Da vidimo še eno. Če sem v kurji poti, Atena. Varno je, da si močna. Znaš biti močna na ljubeč način, ki je dober tako za druge, kot tudi za tebe. Bodi močne. Naslednje sporočilo. Naslednje sporočilo je, vaši dragi vam sporočajo, da so v redu in ti dajo vso podporo. Se pravi, imaš podporo svojih prednikov, svojih angelov, vodnikov, svojih vodnikov, ki ti pomagajo, pač bodi močna.
In dobila si še eno sporočilo: zmedena si in neodločna, kaj ti nimaš ta trenutek dovolj informacij. Raziskuj, posvetuj se strokovnjakom, preden sprejmeš končno odločitev. Na karti je yin in yang, se pravi uravnovešenost. Na karti je ženska, ki sprejema višjo modrost. Na karti sta dva delfina, ki sta povezana tako z vso modrostjo, in zanimivo dva zajčka, nekako z veliko nočjo. Zanimivo. Kakšno sporočilo? Merlin, božja alkimija na nek način. Se pravi, v tej situaciji, kar se tebi dogaja, posvetuj se strokovnjakom. Mogoče potrebuješ nasvet pravnika, mogoče potrebuješ neko osebo, ki ti bo razjasnila tvoje možnosti. Pač ne sprejemaj ne kot možnost, ampak dejansko se odločaš za sebe, pogumno naprej. Imaš vso podporo stvarstva, tvojih vodnikov, tvojih prednikov, pač si na nekem, na zaključku nekega obdobja, ampak bodi močna. Jaz tukaj, če ti povem, lahko pomagam skozi mojo osebno zgodbo. Ja, če bi človek vedel za naprej, kako bo težko, bi verjetno pač tako po gorenjsko scagal naprej. Hvala Bogu, ne vemo. Ampak po drugi strani, če pa veš, da moraš narediti neko spremembo, pa tudi če bo težko, jo delaš zaradi tega, ker živa boš komu koristila. Če ne boš naredila spremembe in če vidiš, da tvoja življenjska energija opeša in da jo je vedno manj in da enostavno ne zmoreš več, komu boš koristila mrtva? Pač jaz zase govorim, a bi jaz lahko mojim otrokom koristila, če bi bila bolna, če bi bila zdajle, ne vem, recimo, bi imela raka. Komu bi koristila, da bi bila z eno nogo v grobu ali pa da bi bila že mrtva? Komu? Nikomur. Tako pa vem, da ja, šla sem čez kalvarijo in hvala Bogu, človek ne ve, kaj ga čaka. Ampak po drugi strani pa mogoče danes skozi mojo zgodbo lahko vam pomagam in dajem moč, pač Bog obstaja. Pač Bog obstaja, angeli obstajajo, zdaj bom jaz začela jokati zaradi tega, ker v teh 9 letih se mi je zgodil toliko čudežev, da človek ne more verjeti, da je to sploh možno. Pač, ja, seveda, srečala sem vse ljudi, s katerimi sem imela karmo in lahko govorim tako, kot mislim, bilo je fucking zajeban. Pač res je bilo noro težko. Ampak, a mi je žal? Ne. Za en korak mi ni žal. In veste, enkrat sem govorila z eno psihoterapevtko in sem rekla, prav to sem ji rekla, če bi vedela, da bo toliko težko, ne vem, če bi naredila vse te korake, ki sem jih naredila. Ne veste, kaj mi je rekla? Kako pa veste, da ne bi bil rezultat še slabši? Kako pa veš? Ja, jaz vem, da če samo za svoje zdravje govorim, jaz vem, da če ne bi naredila korakov, bi me tle spodrezal moj glas. Ščitnica me ne bi več ščitila. Enostavno bi se sesula. Jaz vem. Enostavno, ja, se bi bil lep pogreb, vsi bi jokali, bi rekli, premlada je umrla, vsi smo žalostni in tako naprej. Ja, ampak komu bi koristila mrtva? Nikomur. In če si ti zdaj na tej točki, po kartah sklepam, da si, verjemi mi, da v življenju se najdejo dobri ljudje, ki ti bojo pomagali. V življenju se najdejo poti, da tudi tam, kjer ta trenutek se zdi, da pač ni več poti naprej, ko se ti odločiš, da boš nekaj naredila, se odprejo okna, vrata, vse živo. Stvarstvo čaka samo na tvojo odločno odločitev, da se tako reče. Pač na tvojo odločitev stvarstvo čaka. In ko ti rečeš, zdaj sem se pa odločila, naredi stvarstvo,
tvoja želja je zame ukaz in ti začne odpirati vrata tam, kjer si videla samo steno, ker ni bilo poti. Boš videla, je vreden, je vreden, je vreden. Res je vreden. Čeprav, ja, spet bom rekla tako, kot mi gre, je fucking težko. Res je težko. Ampak boš zmogla. A še kakšno karto? No, da vidimo, kjero grem zdaj? Vilinska sporočila. Ne, jih nimam tukaj. Ja, nič, pa bom pa šla na prehod v novo dobo. Prehod v novo dobo, še eno sporočilo, to je pa zaključno sporočilo, blagoslov tamle ven gleda, zaključno sporočilo zate pa je, zaključno sporočilo, zaupaj Božji hitrosti. Vse, kar se dogaja, se ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. In še enkrat naslednji korak. In od spodaj tvoje življenje priteka bogastvo. To je zaključno sporočilo zate. Pač tako jasno, zaupaj, pet naprej, ker očitno je zadaj en večji namen, tvoja duša te kliče naprej in verjemi, da zmoreš. In naj te pri tem spremlja Božji blagoslov. Wow, in ga imaš. In imaš Božji blagoslov. To je to. V glavnem uživaj. Vse je v redu. Zmoreš. In vse bo dobro.